Prijeten večerni pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v našo družbo. Na zadnji današnji tekmi v okviru 11. kroga aktualne sezone Prve lige Telemach se bosta pomerila četrtouvrščeni Maribor in zadnje uvrščene Domžale. Gostitelji so doslej osvojili 17 točk, zmagali so na zadnjih 3 uradnih tekmah, a vseeno v nocojšnjo vstopajo z novim, že 4. trenerjem v pričujoči sezoni. 42-letni Sarajevčan Feđa Dudić se bo drevi prvikrat predstavil na stadionu pod Kalvarijo, zamenjal je Radomirja Đalovića, ki je odstopil po vsega 3 tekmah. V nadaljevanju sezone, zdaj pa Pejčić spodaja v kazenski prostor. Bondo skače najvišje, nevarno je pred vrati Domžal, izbija Matičić. Pejčić še enkrat, tokrat direktno proti vratom in Matičić lovi. Para se zapletel Sudani. Sudani pred vrata, Matičić samo odbija in potem gol. 1-0 za Maribor, v 13. minuti je zadev Jan Repas. Dobra reakcija Jana Repasa, prvi gol v tej sezoni slovenskega prvenstva zanj. Ima še 3 asistence, kot smo lahko videli na grafiki, na 10 tekmah. Takole odvzeta žoga Piusa Širvisa in potem podaja Sudanija v sredino. Matičić je le odbil predse in izkoristil je njegovo napako. Jan Repas takole je zadev mrežo za relativno zgodnje vodstvo Maribora z 1-0. Tivajn Omoregi, toda Bumbić je čvrstejši, Omoregi pa ga je prelisičil, podal v sredino, Bošnjak do žoge, morda priložnost za udarec Bošnjaka in mimo vrat. Kakšna priložnost za Luko Mlakarja. Mariboru seveda 37-letni Hilal Sudani, utekel je Pejčić do udarca in brani Matičić. Širvis. Predložek pred vrata Tete, pred njim pa Nvankwo. Malce je žoga prevarala Bošnjaka, preigrava pa zdaj Isak Čipamba, podaja pred vrata, zgrešil je Sudani. Poglejmo. Očitno Repas v živi zid, pa še enkrat Repas do Teteja, podaja na oddaljeno vratnico in 2-0. 2-0 za Maribor v 35. minuti, Omar Rekik. Navdušenje je znova na tribunah ob zadetku Omarja Rekika, prvem njegovem golu v tej sezoni. Danes očitno v znamenju prvih zadetkov to srečanje. Ja, poslušal sem uradnega napovedovalca. Benjamin Tete je podal zadetek, pa je dosegel Omar Rekik. Kar malce nerazumljivo, sam je bil na robu vratarjevega prostora. Ta branilec prvenstvu je Omar Rekik. Takoj spet poskušajo odgovoriti gostje, nevaren poskus je bil to Bošnjaka. Zdaj pa podaja, zanimivo, na rob kazenskega prostora, Repas strelja mimo gola. In tako je tudi izgubil Sudani in Širvis v sredino. Priložnost za Pejčića in obramba Matičića. Lepa akcija Mariborčanov. Takoj je v ogenj vrgel Čipambo, ki je dovolj hiter, v sredini pa Sudani, vendar prek vrat pod vodstvom Radomirja Đalovića. Čipamba medtem v novem napadu, Čipamba zunanji del mreže. Priložnost za goste in Kahvić. Širvis znova do Šeja Odža. Podaja pred vrata, Pejčić ima priložnost in gol.
3-0, David Pejčič s prvencem v prvi ligi Telemach v 72. minuti. Silno se je razveselil tega zadetka David Pejčič na tretji tekmi, prvi gol v slovenski prvoligaški druščini in bržčas je to tudi potrditev zmage mariborske zasedbe. Podajalec je bil Šeji Odžo, potem pa odličen sprejem in takojšen zaključek Davida Pejčiča. Še tretjič je klonil Benjamin Matičič. Očitno prepovedan položaj in gol ne velja. Repas prvič, Žiga Repas prvič pri žogi, tu je Odžo. Preigrava Odžo, na oddaljeni vratnici je Ambina, 3-0. Takoj po vstopu v igro je zadev Orfej Ambina. Enainosemdeseta minuta, četrti gol v tem prvenstvu za Orfeja Ambino. Kot sem omenil, je kar 5krat zadev na pokalni tekmi v Jurovskem Dolu. Takole pa mu je zadetek pripravil Šej Odžo s krasno podajo proti oddaljeni vratnici. Ambina je samo prikimal in mreža se je zatresla. Ambina je bil že v prejšnji sezoni enkrat strelec proti Domžalam ob zmagi s 3-0 v Domžalah ob koncu septembra lani. Danes pa znova v polno proti rumeni družini. Nwankwo je storil prekršek nad Odžom. Rumeni karton in rdečega seveda zahtevajo domači in uresničila se jim bo želja, izključen je Abraham Nwankwo. 90. minuta je zanesljiva. Priložnost za Luko Mlakarja in izvrat pravočasno Ašbejuk. Z komentatorskega mesta pa le še hvala za pozornost in lahko noč. Nec Vihar, zmaga s 3-0 v Ljudskem vrtu. Kako ste sami doživeli vse skupaj na igrišču? Ja, mislim, da po dolgem času smo spet igrali v Ljudskem vrtu. In za me je bilo to super, z novim trenerjem, ki je vnesel prav tako z njegovim štabom, so odnesli zelo veliko energije. To je zelo dobro, da ne vplivamo na moštvo. Prve minute smo nadzirali tempo in v visokem presingu vzeli dosti žog, tako tudi prevodili Ljudski vrt. Po rezultatu so zdaj bi lahko rekli, da ste precej hitro dojeli te zahteve trenerja, čeprav ni imel veliko časa za pripravo na tekmo. Ja, mislim, res je, nismo imeli dosti časa, ampak zahteve so bile zelo jasne. Predvsem je bil poudarek na intenzivnosti in to mislim, da smo danes dobro pokazali. Sedaj boste zagotovo lahko to reprezentantno pauzo izkoristili še za dodatno igravanje ekipe? Ja, normalno, zdaj koliko je 2 tedna reprezentančne pauze, mislim, da se bomo še bolje spoznali s trenerom in njegovim štabom in mislim, da bo Koper in gremo dalje. Nec, hvala in srečno. Gospod Žlogar, v Domžale se iz Ljudskega vrta vračate praznih rok. Kakšno je vaše mnenje o prikazani predstavi vaših varovancev? Rezultatsko sigurno čestitam Mariboru na zasluženi zmagi. Mislim, da smo tekmo dobro začeli. V bistvu smo iz naše napake pri izhodu dobili zadetek, imeli priložnost 100% za izenačenje, nismo izkoristili, dobili spet za ene take prekinitve, odbite žoge, drugi zadetek, potem se je teže vračati. Kakorkoli, mislim, dali so fantje vse od sebe, je pa res, da bom rekel, ekipa za fazo napada moramo biti boljši, iz tega se moramo nekaj naučiti in po moji oceni normalno potrebujemo čas, ker je precej
novih igralcev in moramo v bodoče zmanjšati tehnične napake in biti predvsem bolj konkretni in učinkoviti v zadnji tretjini. Omenili ste priložnosti iz prvega polčasa, tudi v drugem polčasu pa ste kar pogosto prihajali na nasprotnikovo polovico, tudi v kazenski prostor, a zmanjkala je tista pika, ne, tisti pravi zaključek. Zmanjkal je en dober predložek, zmanjkal je dobra zadnja podaja. Sigurno nam tu mogoče malo zmanjka, ampak jaz mislim, da vseeno je Maribor v danem trenutku bil danes boljša ekipa in mi se moramo iz te tekme nekaj naučiti, sigurno. In zdaj po reprezentančni pauzi je že nova priložnost. Žal mi je, da je samo na taki, bom rekel, pravi prvenstveni tekmi bilo prikazano, mislim, podeljeno preveč kartonov. Jaz mislim, da je to apsolutno preveč, na dolgi rok se to pozna, predvsem nam, ekipam, ki se borimo za obstanek in res tega mi je žal, ampak zdaj nisem jaz tu, da niti sojenje komentiram, niti da ocenjujem, pač jaz mislim, da tekma bila fair, korektna in da v taki tekmi toliko kartonov je to preveč. Omenili ste, da boste morali delati še na določenih stvarih, da se ekipa še malce bolje igra. Verjetno se lahko strinjate, da ta reprezentančna pauza prihaja v pravem času. Ja, prihaja v pravem trenutku, zdaj bomo videli, če bo še kdo od fantov, ki so na čakanju pri teh poklicah v reprezentanco. Tako da sigurno čaka nas veliko dela. Čaka nas veliko dela, ampak mislim, da tudi naša podoba danes kljub rezultatu ni bila tako slaba, da smo živi in smo tu v tem krogu ekip, ki se bodo borili za obstanek. Tako da, ja, čez 2 tedna je nova priložnost za nas, vsaka tekma finale in lestvico kot tako bomo gledali decembra. Gospod Žlogar, hvala in srečno. Hvala. Rener Antoš Lamprecht, poraz 3-0 v Ljudskem vrtu, kako bi sami povzeli današnji obračun? Ja, tekma se ni začela tako, kot smo si zaželeli, individualne napake, to je treba čim prej popraviti. Mislim, da moramo zdaj se dobro spočiti, regenerirati, pa gremo dalje. Tako, kot smo predtem to tekmo nadaljevali, moramo to tekmo čim prej pozabiti in gremo dalje. Ja. Gre pa zagotovo izpostaviti, da ste imeli še pri izidu 0-0 zares lepo priložnost za vodstvo in pa na to tudi po zaostanku z 1-0, ko je Mlakar iz neposredne bližine zgrešil vrata. Res je, če bi zadeli, bi mogoče šla tekmo v drugo smer, bi imeli pozitivne rezultate 1-1, ampak nažalost se nismo zadeli, tako da tekma se je odvila tako, se je odvila, tako da gremo dalje, čim prej treba pozabiti, pa gremo na drugo tekmo. Omenili ste individualne napake, iz 2 ste prejeli tudi zadetek, se mi zdi, da je tu še toliko bolj do izraza prišla individualna kvaliteta Mariborčanov. Pa vemo, da je Maribor kvalitetna ekipa, sodi v top 3 najboljše ekipe trenutno v Sloveniji, tako da vsako napako, kaj smo naredili, so kaznovali, tako da ja, gremo dalje. René, hvala in srečno. Juriću, čestitke na pobjedi na vašem debiju, koliko ste zadovoljni igrom vaših igrača? Pa čestitam svojoj ekipi, prije svega naravno da moram biti zadovoljan. Kad se pobjedi 3-0, dali smo to još 2 gola, poništeni su opravdano. Domžale zadnja 3 kola jako dobri, nezgodni, dozvoli protivniku veoma mali broj prilika, tako da evo, neutralisali smo za jedan početak, mislim da je ovo jako dobro, ali ovo je samo put prema onom i način na koji želimo da igram i ja i moje ekipe. Evo, vidjeli ste danas neki otprilike način i kako ja vidim nekako fudbal, naravno da kako budemo trenirali duže, bili zajedno duže, mislim da će biti tako Bog da sve bolje. Čestitke još jednom ekipi, kolegi na klupi Domžala i njegovoj ekipi, sretno u nastavku prvenstva. Već u prvom polovremenu morali ste napraviti zamjenu, radili se o povredi Bumbića ili bilo nešto drugo? Pa povreda, bila je povreda Bumbića, tražio izmjenu sam, tako da smo morali reagovati tu. Kako ćete sada iskoristiti ovu reprezentativnu pauzu, koje principe igre ćete probati ugraditi u ekipu? Pa prije svega evo sutra imamo još regeneracijski trening, onda će momci dobiti 2 dana slobodno i u srijedu se okupljamo. Pa ne mogu vam to reći, ako vam to kažem, onda će znati svi šta ćemo raditi, ali znamo na čemu ćemo raditi i prije svega moramo da što sam rekao i prije početka utakmice, da se bolje upoznamo i ja njih i oni mene još i mislim da će nam jako dobro doći ova reprezentativna pauza. Hvala i sretno. Hvala i vama.